Stanovanje v novejšem ljubljanskem naselju, ki je bilo sprva del dupleksa, niso mogli prodati. Zato so ga horizontalno razdelili v dve samostojni enoti in jo prodali. Nakup stanovanja z neuporabnim labirintnim tlorisom se je lastnikom izplačal, saj so ga uspešno preuredili v prijetno družinsko domovanje. Smo v stanovanju, ki je bil prvotno del dupleksa. Ko so ga razdelili na dve samostojni stanovanji, so se pokazale težave. Gospa Špela, za kakšne težave gre? Stanovanje je imelo prvotno nekih 250 kvadratov in med samo gradnjo so ugotovili, da verjetno se ne bo moglo prodati in so ga takoj preprojektirali in razdelili na pol horizontalno, se pravi zgori je ostalo eno stanovanje in mi sedimo zdaj v spodnjem. Mislim, da je zaradi neke hitrosti vsega, kar se je odvijalo, pač bil tloris narejen na hitro in ni bil primeren za bivanje družine. Zato stanovanje je bilo sicer nekaj let v najemu, pač najemniki so se menjavali, na koncu je bila tukaj družina, ki ni mogla v njem normalno bivati, zato je lastnik stanovanja prodal in kupila ga je druga družina, naši naročniki. Lahko rečem, da je bilo to zelo pogumno dejanje. Jaz si ga ne bi upala kupiti, preden bi videla, kaj se da iz njega narediti. Oni so se sicer za to odločili. Bilo je namreč tako. Vhod v stanovanje je ostal skupen, potem pa stopnice vodijo v zgornje stanovanje in posebna vrata v to stanovanje. Spodnji del stopnic vidimo tukaj v sredini tega spodnjega stanovanja in vspodaj smo to nekako zakrili z boksom, v katerem so omare, ki spadajo v kuhinjo, hladilnik, vrata v shrambo, ki je pod stopnicami in na drugi strani TV element. Vhod v stanovanje smo tudi prestavili, ker prej je bil tako, da ko si odprl prva vrata, nisi mogel skozi druga, tako da zdaj smo to naredili tako, da je normalno dostopno, naravnost. To pomeni, da so se vrata križala? Križala so se, ja, tako da recimo oseba na vozičku invalidskem ni mogla sploh v stanovanje. Midva sediva zdaj v kuhinji, ki smo jo postavili tukaj zato, ker smo jo lahko povezali z steklom v zimskem vrtu, da smo naredili enosrednji bivalni prostor, ki ima vseeno dnevno svetlobo. Lahko smo pa potegnili vodo v kuhinjo iz kopalnice, zato je dobila pač mesto tukaj. Prehod je bil nekoliko ozek, zato smo tukaj si zamislili mizo s klopjo in ne stoli, zato da smo malo prostora pridobili. Posebnost pa je, da je vhod v kopalnico iz kuhinje. Kopalnico smo sicer tudi prenovili, zato smo naredili WC malo zakrit za steno, ker vemo, da v praksi ljudje puščamo velikokrat vrata v kopalnico odprta in nismo hoteli, da je prva stvar, ki se pogleda iz kuhinje, školjka, tako da zdaj školjka lepo spretno zakrita. Druga težava je bilo pa senčenje. Te bloke imajo pač ta sistem zimskih vrtov in teras na zunanjem delu in noter pač ni oken. Zato smo namestili vse te spalne prostore v notranji del stanovanja in jih povezali z zimskimi vrtovi. Se pravi, da svetloba prihaja skozi zimski vrt. Ko pa bi mi radi šli spat in bi radi zatemnili, imamo predelno zaveso, da si notranji del prostorov zatemnimo. To govorim za spalnico, pa za otroško sobo. Kaj pa sam tloris teh zimskih vrtov? Če sem prej prav razbral, ko sem si to ogledal, je bilo prvotno precej drugače, kot je zdaj. Ja, prvotno sta bili terasi dve in zimski vrtovi trije. En od zimskih vrtov smo povečali, ga zagradili in ohranili samo eno teraso in v tem novem, večjem zimskem vrtu je nastala dnevna soba. Neža, kakšna so bila izhodišča pri notranji opremi tega prostorsko zahtevnega stanovanja? Midve sva želela oblikovati neko prijetno in funkcionalno stanovanje. Zdaj želje naročnikov so bile veliko shranjevalnega prostora, predvsem zaprtega, pa tudi nekaj odprtih polic, kamor bi lahko shranili vse te njihove knjige, ki jih imajo kar precej.
Tako da je pol nastala ta osrednji kubus, ki v enem delu skriva kuhinjo, v enem delu se pride v to shrambo pod stopnicami, pol je tu še prostor za televizijo, pa vse knjige, pa vse ostale zadeve. Tu smo pol ponovili ta kubus, tukaj je sicer malček zarezan zaradi odpiranja oken. To je... Ja, kaj pa pri samih kakšnih barvnih željah? Glede barv je bilo pa tako, da sta želela naročnika neke umirjene tone, kar smo dosegli z dosti lesa in s temi belinami. Pol pa do te črne smo pa prišli, ko smo zbirali kopalniške ploščice, in sicer talne kopalniške ploščice. Nekako nam je vsem bila všeč ta varianta s temi heksagonalnimi ploščicami, ki so zdaj izjemno trendovske, tako da je pol iz tega smo prišli še na vse te črne. Potem pač se je zgodila tudi ta tapeta v spalnici, ker je gospod fizik, smo zbrali to tapeto z motivom vesolja. Tapeta v spalnici je pač fajn, zato ker pol ne rabite dodatnega vzglavja, ker se tapeto samo pobriše. Se mi zdi, da ta želja, vajna želja po funkcionalnosti tega stanovanja pride zelo do izraza tudi v otroški sobi. Ja, otroška soba je bila načrtovana tako, da je pripravljena na rast te družine. Zdaj imajo sicer naročniki samo enega otroka, ampak smo že zdaj v spalnico postavili pograd, ki ima stopničke do gor. V stopničkah so spet shranjevalni prostori, je polička. Zdaj trenutno je v tem zimskem vrtu, ki je del otroške sobe, še igralni kotiček. Kasneje pa je načrtovana taka velika pisalna miza, ki zagotavlja dovolj delovne površine 2 otrokom. V otroški sobi je prav tako napeljana zatemnitvena zavesa, ki ločuje igralni in spalni del, zato da pač zagotavlja nek miren in trden spanec v Ljubljani, ki je precej osvetljena tudi po noči. Lastniki so zelo zadovoljni s prenovo. Nova zasnova in prenova interierja sta prinesli rešitev, kakršno so si želeli. Družina se v novem domu dobro počuti, bivanje pa je nadvse prijetno.